Gledalke in gledalci, dobrodošli. Tole je tisti del programa, kjer se z Ano Raščan posvečava predvsem iskanju pozitivnih zgodb v času, ki ni najbolj pozitiven. Oziroma ima beseda pozitivno povsem negativen prizvok. Mi smo šli v drugo smer s pomočjo Evropske unije in še bolj natančno pisarne Evropskega parlamenta tukaj v Sloveniji. Iščemo in se podimo naokoli po čudoviti Sloveniji in iščemo na vseh področjih pravzaprav takšne zgodbe, ki nas navdahnejo. Naša Ana je tokrat odšla v šolstvo. Šolski sistem je bil zagotovo eden tistih, ki je bil najbolj na udaru, ko se je začela epidemija koronavirusa in ko marsikdo ni vedel, kako z otrokom v šoli, kako v vrtcu. Kje poiskati pomoč, kje poiskati navodila, da bo za vse dobro. Ana jih je našla in se z njimi tudi pogovorila. Vrtec je ena od tistih ustanov, ki mora nenehno delovati. Številni zaposleni starši nimajo druge možnosti za varstvo svojih otrok. V koronakrizi je treba poskrbeti tako za obiskovalce vrtca, torej malčke, kot tudi za starše in predvsem vzgojiteljice, vzgojitelje. Sistem zaščite in varovanja zdravja je po ustanovah za najmlajše zelo uspešen. Zaščitno opremo smo imeli zadostno ves čas na razpolago, še danes jo imamo tudi v tem prehodnem obdobju, ko ni bila epidemija uradno razglašena. Imamo v vrtcu, mislim, da v teh zavodih, ki sem jih obiskala, zmeraj na voljo vso zaščitno opremo ob prihodu, ob vsaki pisarni razkužila, vsaka vzgojiteljica, vse strokovne delavke so dobile razkužila, pri nas celo kreme za roke, če so občutljive na razkužila. Ves čas razkužujemo, skrbimo, da imajo otroci na voljo dovolj mila, vsega, kar potrebujemo, od igrač, vsega razkužujemo. V bistvu smo se kar dobro spopadli, glede nazaj, ko razmišljam, koliko zahtev je bilo pred nami. Šolstvo, izobraževanje je ena izmed politik, ki je v rokah države članice in od države članice je odvisno, kakšni ukrepi bodo sprejeti na tem področju. Je pa Evropa vedno pripravljena pomagati. Evropa je dala že par priporočil. Tukaj naj omenimo zelo praktično in živahno platformo e-twinning, ki združuje vse tiste, ki so kakorkoli vpeti v sistem izobraževanja. Tukaj se srečujejo različni ravnatelji, profesorji, učitelji, vzgojitelji, knjižničari iz vse Evrope in si izmenjujejo primere dobrih praks. In to je mnogi učitelji, tudi na naši šoli, vem, da so črpali vire od tam in izmenjevali te dobre prakse od drugih učiteljev, oziroma ne samo dobre prakse, tudi materijale od drugih učiteljev po vsej Evropi. Dobre prakse in izmenjava mnenj, nasvetov, vse to je zagotovo privedlo do številnih praktičnih rešitev, določenih težav, s katerimi se spopadajo zaposleni v vrtcih. Ena izmed takšnih rešitev je uvedba pralnih mask. Takemu zaposlenemu sta pripadli dve in nam je zelo dosti bolj praktično, mi pravimo temu. Imamo tudi rezervne maske, ki jih damo za recimo ob vhodu, če starši pozabijo, pri nas so starši zelo pridni in dosledno upoštevajo vsa navodila naša, ki smo jih tudi zobesili na ograje, na vrata. Povezovanje je ključnega pomena, povsod, še posebej pa v izobraževanju. Evropski parlament je že poudaril, da bi moral biti en skupen prostor za izobraževanje, kjer bi vsi imeli, kjer bi se vsi drug od drugega učili in nekako sledili podobnim pravilom. Videli ste, da se tudi v šolstvu obetajo boljši časi, da se tudi v tistih časih, ki niso najboljši, lahko poiščejo poti, kako do otrok in z otroci v prihodnost oditi močnejši, bolj zdrav in navdahnen z tem, da smo preživeli nekaj velikega. Tudi v prihodnje bo tako. Če smo danes govorili o šolstvu, o izobraževanju, o varovanju našega zdravja, predvsem zdravja naših otrok, se bomo naslednjič posvečali stvari, ki je edina, ki naj ne bi umrla. V času, ki je kakršenkoli, to je kultura. Kultura, ki zaznamuje vsak narod, je doma tudi v Sloveniji. Zelo močno je prisotna med Slovenci in zato se bova z Ano naslednjič podala v najstarejše slovensko mesto, na Ptuj, kjer domuje tudi najstarejši festival slovenske narodno-zabavne glasbe. Kako jim je v teh časih uspelo pravzaprav nemogoče, boste izvedeli v zelo luštni zgodbici naslednjič. Srečno! Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.